Hej, čau, tukaj Sabina oziroma Mamine vrtov. In danes bom govorila o eni taki pomembni temi, zato ker večkrat pride na plano, kadar jaz objavim, kako mi živimo s čim manj odpadki. Mi se trudimo v moji družini, da imamo čim manj zavrženih odpadkov. Mogoče zgleda, kot da jih nimamo nič, ni res, ker jih imamo. Še vedno kupimo kakšno novo stvar, še vedno kdaj kupimo stvari, ki so pakirane, ker se pač mudi, ker recimo smo drugje in pač nismo navajeni tistih trgovin, ki jih imam recimo jaz tukaj v Ljubljani, v svoji okolici, in grem nekam in pač kupam na poti nekaj drugega. Sem v drugem kraju, nima veze, v glavnem, ne bom zdaj dajala tukaj izgovorov, ampak pač dejstvo je, da tudi mi nismo popolnoma brez odpadkov. Res je, da mi je uspel v kuhinji zmanjšati res ogromno količino odpadkov, ampak zadnjič sem šla pa recimo pač iskat sestavine za torto in nikjer nisem najdla sladke smetane, pač brez embalaže. Nisem je najdla in evo tega, najdla sem jo pač v lončkih. Ter pol imam nek kompromis pri sebi, da se prav te lončke bom uporabljala čim večkrat, jih ne bom takoj zavrgla, ampak vseeno se nisem počutila tako dobro v sebi, zato ko sem rekla, pa a se ne bi dal brez odpadkov. In pol sem začela v bistvu razmišljati, da moram narediti video na to temo, ker veliko vas misli, da je to pač en tak način, da rata čez noč. Se pravi, da smo brez odpadkov lahko čez noč, pa ni res. To je proces, to traja več let. Recimo, jaz se že intenzivno 3 leta izogibam odpadkom, se pravi, najprej sem začela z nakupovanjem sadja in zelenjave v svoje vrečke, potem sem šla v trgovino, čisto običajno, ok, sem že vedela, sadje, zelenjavo lahko dobim v svoje vrečke, ostalo sem normalno kupovala naprej, dokler pač nisem videla, aha, mogoče se pa na delikatesnem modelku da še dobiti, to v svojo posodo in naslednjič sem prenesla posodo. Potem sem kasneje ugotovila, da lahko dobim tudi oreščke, pa moko, pa testenine, v glavnem, najdla sem polno enih variant, ki ustrezajo meni in sem na ta način začela živeti vedno z manj odpadki. Ampak ne sme biti pa to stresno, oziroma tako rekla, ne sme biti to pač fokus edini, da vam more ratati čez noč. Ker ne bo, ker to je pač proces, ki traja in traja. Jaz zdaj še vedno najdem recimo kakšno stvar, ki sploh nisem vedela, da jo lahko dobimo brez embalaže. Ali pa recimo, ko grem nekam, pač kupam pa v kartonu ali pa v steklu. To je recimo en tak primer, grem v trgovino, pač ki je izven Ljubljane oziroma sem nekje drugje ali pa nakupujem za koga drugega. In vidim, aha, katero bi bilo najmanjše zlo, jaz temu rečem. In sicer namesto, da so testenine v plastični embalaži iščem, a bi jih najdla v kartonu. A bi najdla mogoče neko živilo v steklu namesto v plastiki in potem tako zbiram, zato ker pač se mi zdi, da steklo bom še vedno lahko uporabila za kaj shraniti, za vlagati, ker pač vlagam zelenjavo. In na ta način se mi zdi, da je tako neka win-win situacija. Tako da, kot sem rekla, bistvo je, da to ne bo ratalo čez noč, zero waste ne bo se čez noč, tudi zero waste, brez smeti je tako, rečemo nekak cilj, jaz stremim k temu, se pa hkrati tudi zavedam, da ne bom popolnoma brez smeti, ker recimo živim v stanovanju, kjer je odpadna voda, odpadek, kjer je ogromno stvari, vedno bo nek odpadek, ne bomo popolnoma brez smeti, se pa lahko trudimo in stremimo k temu in vsak s korakom, enim, dvema, bo ogromno pripomogel k tem, da bo pač manj odpadkov. In je to veliko boljše, da nas je ne par, ki živimo res brez skoraj odpadkov, da imamo samo še nekaj 10-15% smeti. Tako da, to je to za danes. Upam, da je bila to ena taka motivacija, da ti bo pač tudi lažje živeti z manj odpadki in pač se lotiti teh korakov. Vesela bom, če objaviš te korake tudi na svoji strani oziroma na Facebooku, Instagramu, lahko mi tudi komentiraš spodaj. Vedno so dobrodošli hashtagi koraki za planet, ker želim, da pač tudi drugi vidijo, da se da z malimi koraki priti do manj odpadkov. Je pa tudi res, se zavedam tega, da pač mi potrošniki, nakupovalci, imamo neko, se pravi, imamo moč, vplivamo na to, česa želimo več na policah, hkrati pa je treba tudi upeljati na višje nivoje, to, da bo pač manj smeti, manj odpadkov, torej za proizvajalce je treba razne zakone, razna pravila uvesti in na nivoju države, pa ne samo na nivoju države, ampak še višje Evropske unije in gor. Tako da se zavedam tega, se trudim tudi z drugimi, da naredimo večji pač nekak vpliv tudi na druge, da bi pač to hitreje steklo, ampak to je proces, kot sem rekla, tako da to je to. Upam, da imaš lep dan, pa se vidimo naslednjič. Čau!